Pozdravljeni, dragi gledalci, z vami sem Katja Buda, gledate pa petkove vesti na Vesti. Živja! Janeza Janšo so zaslišali slovenski in finski kriminalisti, osumljanje sprejemanja podkupnine v primeru Patria. Po nekajurnem zaslišanju je bivši premier zbranim novinarjem povedal, da je vesel, ker je lahko tudi uradno pojasnil nekatere zadeve glede Patrije. Videl pa je tudi dokument, v katerem se omenja njegovo ime. Za svojo vpletenost v zgodbo pa je okrivil slikarja Jureta Cekuto. Jure Čekuta. Čekuta! No, najprej ne rečem, da je ta štabni dokument Patrije nastal na podlagi informacij, ki jih je v Sloveniji zbral predvsem gospod Cekut. Tako piše na zaglavju. V dokumentu se pojavljajo tudi druga imena, med drugim pokojni Janez Drnovšek. O ne! Ja, in bivši predsednik vlade Tone Rop. Na kar po dokumentu piše, da pa problem ostaja, kako priti do predsednika vlade po volitvah, se pravi do mene in njegove stranke, oziroma kako zadovoljiti potrebe predsednika vlade in njegove stranke. Tega problema, kot kaže kasneje, ni bilo več, saj je Patria posel v Sloveniji brez težav dobila. Brez težav, kakršnih koli, lahko bi dva dobila, če bi hotela. Z lahkoto. Z lahkoto. So pa Janši pokazali še nekaj drugih dokumentov, ja, v katerih se operira z namigi, da naj bi jaz stal za nekaterimi odločitvami, vezanimi na povsem konkretne zadeve pri izpeljavi tega javnega razpisa. Vendar ni pri nobenem od teh nekega argumenta oziroma neke eksplicitne trditve, pred katero bi se sploh lahko zagovarjali. Janše na zaslišanju niso spraševali o Janševem bratu Rajku, znanem slovenskem podjetniškem svetovalcu, in njegovi vlogi v zadevi Patrija. Je pa bilo govora o Janševem strankarskem kolegu prvoborcu SDS, Jožetu Zagožnu. O ne! Ja! Ne morem reči nič, ker ne verjamem v kakršnokoli vlogo in tudi nobenega vprašanja, ne posredno, ne neposredno se ni bilo. Kaj bo vloga gospoda Jožeta Zagožna? Njegovo ime je bilo omenjeno, ker se velikokrat omenja v teh dokumentih, vendar pa nikjer v takšni zvezi, da bi to lahko kakorkoli predstavljalo kakšno obtožbo ali pa osnovo za sum ali pa za status osumljenca. In še modro vprašanje novinarja RTVS Mateja Hlepša. Finski preiskovalci pa definitivno ne izhajajo iz nobenih podkupnin. In celo sam Janez Janša se je nekoliko zmedel. O ne! Ja! Oni preiskujejo možnost dajanja podkupnin. Sicer pa Janša meni, da se bo preiskava sedaj prevesila v drugo fazo in pričakuje, da bo finski novinar Magnus Berglund na Finskem zaslišan v prisotnosti slovenskih kriminalistov. O ne! Tih bot. Zdaj bomo ugotavljali odgovornost tistih, ki so s to afero spremenili politično sliko v Sloveniji. Mursko-soboški župan Anton Štihec je zaradi sporov v lokalnem odboru izstopil iz SDS in bo na lokalnih volitvah nastopil svojo listo. O ne! Au! Ja, ljubljanski mestni svetniki SDS pa so predstavili aktualno problematiko v Ljubljani. Z delom župana so nezadovoljni, saj naj bi Ljubljana, citiram, postajala privatno podjetje Zorana Jankovića. Konec citata. Ljubljana postaja privatno podjetje Zorana Jankovića, kjer se bo sam odločil, kaj bo dobro in kaj ne, brez argumentov. In tukaj pa moramo biti kritični. Če se malo ciničen, pravzaprav ugotavljam, da vse, kar se v tej Ljubljani, vse se proba skušati minimalizirati, vse se nekako poskuša stišati. Edino, kaj se širi v tej Ljubljani, je družina Janković. O plebiscitu komentar dneva Miro Petek. Spoštovane, spoštovani. Avstrijci so te dni ponovno bučno in značilno ikonografijo proslavili obletnico plebiscita. Kar Avstrijci slavijo, mi objokujemo. 10. oktober je gotovo eden bolj črnih datumov v slovenski zgodovini. Takrat smo izgubili dobršen kos slovenskega ozemlja.
Za natančno zgodovinsko in sociološko analizo je na tem mestu premalo časa. Toda treba je počrtati, da smo Koroško izgubili zaradi Slovencev. Zadnje ljudsko štetje pred plebiscitom je namreč pokazalo, da je bilo v plebiscitni coni večinsko slovensko prebivalstvo in večina Slovencev je takrat glasovala za Republiko Avstrijo. Vzrokov za takšno odločitev je več, od intenzivne protislovenske propagande, prastrahu pred Srbi, vloge takratne socialdemokracije in risanje lepe podobe Republike Avstrije pred betežno in nazadnjaško jugoslovansko monarhijo. Koroškega plebiscita pa se danes ne bi spominjali s takšno trpkostjo, ako bi bile slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem zagotovljene pravice. Te so bile obljubljene že ob samem plebiscitu, nazadnje pa formalizirane še v avstrijski državni pogodbi, ki je Avstriji ponovno dala status države in ji postavila okvire današnjih meja. Pravice manjšine se še vedno zavestno in sistematično kršijo, zato je domala 90 let po plebiscitu ali skoraj 55 let po podpisu ADP resnično na mestu razmislek o internacionalizaciji tega problema. Koroški plebiscit pa je aktualen tudi danes. Slovenija je v zadnjem stoletju z vsako novo državo vse manjša. Posledice dogajanja okrog leta 1920 morajo biti nauk tudi za današnje risanje meje s Hrvaško. Upamo, da se zgodovina ne bo ponovila. V času plebiscita so glavno besedo imele vele sile, zmagovalke po prvi svetovni vojni. Danes usodo prepuščamo v roke Evrope in arbitraži. Res pa je, da nas na koncu te dolge poti do ureditve meje s Hrvaško najbrž čaka še svojevrsten plebiscit. Da le ne bi bil na koncu tako grenak kot tisti 10. oktobra 1920. Lepo pozdravljeni. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič je napovedal, da bodo 28. novembra pripravili množične demonstracije. Nič nisem rekel. Razlog je nezadovoljstvo s pokojninsko reformo in zahteve po dvigu minimalne plače. Te demonstracije bodo zato protest proti nekaterim predlogom, ki jih pač poznamo, in pa hkrati zahteva po dvigu minimalne plače. To slednje je v Sloveniji nujno potrebno. Zato je odgovorna tudi, ne samo delodajalci, tudi država. Primož Krže iz Dobrove pa je zaradi razočaranja nad zastopanostjo delavske problematike v slovenski politiki sklenil ustanoviti novo stranko, Stranko združenih delavcev Slovenije. Namen stranke bi bil tak, tako kot je novinarka Dnevnika zapisala, da sem se bal naivno lotil zadeve, jaz priznam, da sem se, ampak meni je prekipelo. Skratka, čim prej zbrati teh 200 podpisov, ustanoviti stranko in potem množično ljudi privabiti v stranko. Namen stranke je priti v parlament in dati tisti svoj glas v parlamentu, da nas bojo slišali, ker do zdaj nihče nikoga ne sliši v tem stvari. Vi ste se lani včlanili v stranko SD, da bi poiskali podporo za delavce ali s kakšnim drugim namenom takrat? Ne, izključno zaradi tega, ker jaz sem imel občutek, da gospod Pahor je edini v Sloveniji, ki, kako bi rekel, nima nekega masla na glavi, kot jih ima večina naših politikov, in se mi zdi, da to res ena dobra alternativa za Slovenijo. Videli smo, kako je. Šport imamo danes. In šah. In brez šah. O kvalifikacijah za nastop na nogometnem svetovnem prvenstvu je ponovno spregovoril tudi predsednik vlade, ki je še vedno optimistično razpoložen, tudi glede obljubljenega loščenja kopačk. Čez mesec dni bo letalo v nizkem letu priletelo v Niško letališče in izvalo splošno navdušenje. Jaz bom pa čevlje čisto. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Akcija Enominutni ščit. Naomi Jimenez izhaja iz mehiške realnosti, kjer je veliko policajev podkupljivih in stalno pripravljenih na oboroženo akcijo. Naomi v akciji objema policaje, pri čemer tudi sama, tako kot oni, nosi neprebojni jopič. V Ljubljani so se policisti, ki so sodelovali v predstavi, očitno zabavali. O, ne! Ja! Za to? Ja.
Come to papa. Malo zbrkaj. To je to. Gdje? Nice. Mora biti iz profila, veš. Še vreme. Sintagma jokati kot dež je od včeraj ukinjena. Sedaj lahko rečete jokati kot ministrica za notranje zadeve. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile petkove vesti na vesti s Katjo Buda in v ozadju o ne, ja pa ja, ne pa ne, ja pa ja, ne pa ne, dio. O ne!